Zdravo, živijo veseljaki, veseljakinje. Lepo pozdravljeni v našem petkovem kotičku, kjer vam predstavljamo nove stvaritve, nove pesmi, nove skladbe, nove videospote in v veliko veselje mi je, da danes lahko predstavim tele mlade, lušne in simpatične fante in tudi zgovorne, boste še sami tudi videli. Nadeli so si ime lesarji, ker so menda vsi lesarji, no enega avtomehanika, če sem prav razumela, imajo, zdajle, a ne, a sem prav razumela. Tako je. Tako, ja, ampak vseeno še zmeraj ostajajo lesarji. Kaj pa bi naj to pomenilo in katero pesem predstavljajo, vse to izveste v temle kratkem intervjuju. Torej ja, lesarji, zakaj lesarji? Ja, v bistvu tako, ja, tako kot si že omenila. V bistvu smo na začetku prihajali vsi iz lesarske šole v Ljubljani, vsi smo skupaj začeli in smo že tudi na lesarski šoli pravzaprav imeli nekako nek šolski ansambel, a ne. Sicer je bil tisti malo širši sestav, malo več nas je bilo, ampak smo pol trije fantje pa šli še po svoje, a ne. Še izven, a ne, ker smo hoteli nekaj ustvariti, radi smo igrali, radi smo punce imeli, pa tako, a ne. Punce imeli, ker ne rabiš preteklih uporabljati, ker mislim, da jih imate še zdaj, a ne? Ja, to sem zdaj narobe slišal, ja. Tako da ja, in smo začeli po svoje, sicer pač včasih zadeve se ne izidejo tako, kot bi se mogle, pa smo se malo zamenjali. Bilo je tudi prej fajn, še zmeri smo dobri prijatelji tudi s prejšnjim harmonikarjem, ampak zdaj pa tudi skole, zdaj še kar naprej peljemo to zgodbo nekako z avtomehanikom. Fajn obnese, no, ne? Sicer bi pa lahko rekel, on čeprav ni lih lesar, je pa glede na to, da je še samski bolj pri puncah lesen, ne? A je to res? Zdajle pa ga je izzval. No, da slišim tole zgodbo. A si res takole malo bolj lesen, torej da pašeš zraven k lesarjem? Ja, mogoče pa sem majčken, no. Zdaj nav povedal. Zelo mi je malo naroden, no. Pa bom kar rekel, no, se bom kar... Ja, ti zdaj kar povej, veš, punce imajo rade iskrenost. Ja, ljubezen je težka stvar, ne. Res, tako težka, globoke ima. Malo napisal, pa kaj iz tega nastalo, veš. Kakšna skladba lahko nastane, a ne? Mogoče, ne, pa res, čez kaj časa, bomo videli. Torej, da predstavimo fante, ne, Timotej, Jan in Anže. In jaz sem ugotovila, da imajo te fantje, vsak ima nekakšno svojo vlogo. In Anže je malček bolj tih. A je to res? Ja, ponavadi je tako. Čakaj, a si ti pri puncah tudi tako tih? Ja, čisto odvisen, kako je treba, ne. Če ona veliko govori, ne, si ti bolj tih? Sem jaz malo bolj tih, pa se pol izenači. Pazi se zdaj, ko gledala tole. A ja, torej nisi več samski? Ne, to pa ne. A se torej s tvojo vse zmenta takole, v redu? Ja, komunicirava. Komunicirata, to je najbolj važno. Torej, da ona govori, on pa posluša, veš, to je fajn. No, Jan, kaj pa ti pa s puncami, kako to gre? Ja, jaz sem pa tudi že zaseden, ja. Pa se tudi kar dobro zastopa, sploh takole moram reči, da hvala Bogu, da se toliko dobro zastopa, da lahko tudi takole v videospotu kakšno glavno vlogo s kakšno odigram še. A ja, torej ne igra tvoja glavne vloge? Ne. A je sramežljiva? Ne, tako smo pol rekli, da... Zdaj ne ve, kaj bi rekel? Ja, je še dosti drugih možnostih, pa mislim, da bi bilo nama bolj naroden, kakor nama je pa zdaj naroden, ker jaz z eno drugo deklino snimam, pa ona, ki gleda to. Mislim, da nama je tako manj naroden, kakor pa bi nama bilo, če bi mi dva igrala. No, mogoče pa kdaj v prihodnosti, ja? Ja, se to pa seveda. No, zdaj pa, Timotej, ti si pa še samski, to smo izvedeli. A se ti je kdaj zgodilo, da si takole mogel izbirati med dvema dekletoma? Ja, se kar zgodi, ne, včasih, ne. In kaj potem ti narediš? Ja, pol greš pa po tako, kot pravijo, ne, no, gledamo po... Na tretjo? Ja, lahko bi se tako rekel, ne, se ne. O, fantje. Ja, pol vidiš, kjera je ta prava čez čas, a ne. Se ne moš kar takoj zagrabiti. Ampak ta se še ni našla pri tebi? Zame pa še ne. Evo, zdaj imaš priložnost, glej, malo se predstav, malo povej kaj, kakšne lepe stvari o sebi. Ja, to bo po mojem Jan bolj v meni vedel povedati, ker vidim, da vi celo malo biografijo. Končke imajo doma, pa tako je fejst, no, fejst. Na cestu sacga pozdrav. To je važno, da pa, če pa na cestu sacga pozdrav, ne, potem pa je zaužen. Potem je pa to, a ne? To je to. Ko si ti rekel, Anže?
pametno bo molčal, a ne? Tako, modro On se tiho. vzdrži komentarja, rajš. Veste kaj, fantje, dovolj smo se hecali. Zdaj je čas, da mi tudi povemo, kaj o tej skladbi, vaši prvi avtorski skladbi, ki jo boste predstavili, torej danes premierno na televiziji Veseljak. Jan, to je tvoja zgodba, gre za tvoje besedilo. Malo nam povej, kako je dejansko nastalo. Ja, v bistvu, pravzaprav, saj ne vem, kaj pravzaprav povedati, kako je nastalo, čisto enostavno, mislim, nekaj sem že od nekdaj rad tako, kdaj kaj napišem, kar mislim, pa tako pa malo mi rime včasih dobro letijo, pa tako naprej. In enostavno pač sem imel željo eno polgico za nas napisati, da probam, če se bo kaj iz tega obnesel. In na koncu res je in je nastalo to, kar boste pač zdaj slišali v kratkem. Ja, zelo kmalu premierno na televiziji Veseljak. Anže, ti mi pa zdajle povej, kakšne imate pa fantje načrte zdajle v bližnji prihodnosti z ansamblom? Ja, imamo načrte, ne? Imamo? Verjamem. Kar deli jih malo z nami. Ja, tudi če kaj novega bo slišati, ne? Mogoče še ne takoj, ampak se pripravljamo za nove projekte, no in tako naprej. Torej kaj, Jan, to je v tvoji domeni potem, da nastajajo nove skladbice, nove melodije? Ja, saj imamo že pripravljenega, zdaj se bliža en valček verjetno, ampak pustimo še vsemu svoj čar, da še dozori do konca. Imamo pa material, ja zdaj, ko je bila korona, pa to smo bili toliko doma, da smo napisali pa poskladali vse živo, tako da materijala je še dosti. Krasno, mi se že seveda veselimo vseh teh skladbic. Timotej, zdaj ti si bolj Timi, a ne ti pravijo? Tako je. Bova tudi midva takole Timi po domače, ker se tudi nahajamo na eni čudoviti domačiji kmetiji, ampak mene pa zanima ti, ki si tako živahen in poskočen, a te potem bolj ležijo polke ali se tudi pri valčkih dobro znajdeš? Polke so itak super, ne? Se lahko sprostiš, daš tisto svojo pozitivno energijo ven iz sebe, nekako ljudem, poslušalcem, tisti čar pričaraš. Z valčkom je pa tako, tam gre pa bolj tako, vsaj zame, no, vsaj jaz tako gledam, bolj na čustven nivo, kjer pa nekako daš tisto, kar imaš v sebi, ne vem, ali mogoče neko bolečino ali pa ljubezensko zgodbo spet, ne, če smo spet pri tem. Vedno se tu zaključa, ne? Tako, ja. Pri ljubezni in pri glasbi, to je to. Načeloma. Tudi pri vas verjamem, da. Zdaj pa, Jan, če je že tvoja skladba, če si ti tako že tisti predstavnik, PR predstavnik vašega ansambla, daj naše gledalce malo tako povabi vse veseljake in veseljakinje, da si ogledajo tole premiero in pa da bodo še v prihodnosti tudi večkrat prižgali našo televizijo, da vidijo lesarje, kako vi fajn zapojete in zaplešete. Ja, no, sej v bistvu kaj čem povedati, sej smo še po večini vse povedali. Spremljajte nas še naprej, gledajte tole prihajajočo, naš prvi videospot, premierno tukaj na Veseljaku. Prva naša polka z naslovom Katero naj izberem. Upam, da vam, mislim, mi vsi trije upamo, da vam bo zelo všeč. Poslušajte jo še naprej, dostopna je tudi na vseh drugih mrežjih in kanalih, tako da se slišimo. Slišali ste vse, imejte se lepo in seveda uživajte ob najboljši slovenski glasbi, tudi lesarjev. Polka, katero naj izberem. Čau!